Lepo pozdravljeni na današnjem prvem večeru novega niza dogodkov, ki smo ga poimenovali Filozofija v matrici, zaradi tega, ker se dogaja v spletnem okolju, v veliki meri zaradi pričujočih razmer, povezanih z epidemijo, malo pa tudi zato, ker je na ta način omogočen dostop večjim obiskovalcem naših dogodkov in ker seveda ni treba fizično prisostvovati dogodkom. Tako da danes mi je v veliko veselje, da lahko najavim dve filozofinji, Pijo Brezavšček in Katjo Čičigoj, ki se ukvarjata z filozofijo spola. Zakaj mi je to veliko veselje? Zato, ker sem si kot predsednik Slovenskega filozofskega društva kar lep čas, več kot eno leto, prizadeval, da bi ta večer organizirali in tako zdaj naposled smo ga. Mislim, da je izjemno pomembna tema, o kateri se premalo govori. Jaz sem si dal takole, kot lahko vidite, za ozadje atensko šolo in imam samo glavo, ki lebdi nekje na ozadju te atenske šole. Zakaj? Ravno zaradi tega, ker se mi zdi, da na podlagi te Rafaelove freske vidimo, kako je tradicionalno filozofija zelo spolno opredeljena, to je večinoma moški svet ali pa vse tako je zaznana. In na nek način je tudi, hoče biti nekako breztelesna, ne? Tako kot Schopenhauer nekje pravi, da so filozofi vse do njega dojemali filozofijo kot neko lebdečo glavo angela v sferi inteligibilnega sveta. Zato sem dal danes to ozadje in svojo glavo pripel nanj. Skratka, gre za pomembno temo in še enkrat veseli me, da sta se Pija in pa Katja odzvali. Samo na kratko vaju bom predstavil. Pija Brezavšček je doktorska študentka v Ljubljani na Filozofski fakulteti in se ukvarja z filozofijo spola. Je tudi sourednica znane revije Maska, tako da je aktivna tudi na področju so to scenske umetnosti, verjetno, ne? Upam, da se ne motim. No, zraven nje je Katja Čičigoj, ki pa je doktorska študentka v Gießenu in sicer tudi v smeri filozofije povezane z filozofijo spola. Tudi ona je pa pogosto gostujoča urednica v različnih filozofskih humanističnih revijah. Takole, jaz ne bi več dolgovezil. Na koncu, preden se poslovimo po debati, bom še povedal par stvari, tako splošno z društvom, zdaj pa bi predal besedo našim cenjenim gostjem danes večer. Izvolite. Morate pa vklopiti si mikrofon, ne pozabiti. Ga pa imate spet izklopljenega. Zdaj pa je v redu, ne? Tako, ja. No, lepo pozdravljeni, hvala za vabilo. Meni se zdi zelo pomembno tudi, da to temo razpiramo točno v tem kontekstu. Jaz bi mogoče samo za začetek rekla, da mogoče tudi moje področje ukvarjanja ni zdaj samo filozofija spola, ampak mogoče ni naključje, da o filozofiji spola zelo pogosto govorimo ravno ženske. Ne zato, ker je to edina tema, o kateri lahko v filozofiji govorimo, ampak je to edina tema, v katere se v filozofiji, mislim, da ne moremo izogniti, da je neke vrste kamen spotike, ko smo tudi nekako naslovili to predavanje. Je pa Katja, ki sem jo povabila, da to nekako narediva dialoško, tista, ki se mogoče malo bolj konkretno ukvarja s to temo. Tako da, ampak verjetno je tudi zanjo to nek kamen spotike ali kako.
Ja, mislim, jaz se ukvarjam s tem pač nekako z neko filozofijo spola. Je pa res, da tako, zato recimo tle smo si prav zadali eksplicitno, da bi skušali nekako predstaviti ta odnos filozofije do spola ali pa odnos med neko recimo feministično kritiko in filozofijo. Tako da sva v bistvu nekako prav za to priložnost posebej malo razmišljali o teh temah, mogoče tudi o katerih mi dve sicer ne direktno toliko razmišljava, hkrati pa je to vedno nekaj, kar po mojem tako veliko oseb, zlasti veliko žensk, pa tudi verjetno tudi oseb drugega spola, ampak tako kot je napisala Simone de Beauvoir, na nek način se skoraj da ne moreš ogniti temu vprašanju, še posebej, če si pač ženska, ki piše ali pa ki se ukvarja s filozofijo oziroma z nekim intelektualnim delom, ravno zaradi te teže tradicije, na katero si pač ti Tomaž opozoril tudi s tem ozadjem. Tako da ne vem, mi da so si zdaj to srečanje predstavljali kot neke vrste dialog med nama, bolj kot predavanje. In v bistvu jaz sem zelo vesela, da lahko to prav na ta način izvedeva, ker se mi zdi to tudi v nekem smislu, v nekem performativnem smislu pomembno za to, kako se dela filozofija spola. Pač ravno mogoče lahko jo mislimo tudi drugače, kot se je delalo klasično filozofijo. Zato se mi zdi prav to neko, recimo, najno srečevanje nekih misli in stališč, nekaj, kar paše prav v to temo. Ja, mogoče še nekaj o tem kamnu spotike, kakor smo naslovili to srečanje. Mogoče boš Katja povedala za ta izvor, biblični izvor te skovanke kamna spotike. Ja, to v bistvu potem, ko smo nekako dali ta naslov dogodka, oziroma Pija ta naslov dala, naj je pač nekdo opozoril, da je to etimološko kamen spotike izhaja v bistvu iz Biblije, iz Mojzesove knjige, kjer je v bistvu ta izraz v grščino preveden kot skandalon, se pravi, ima nekako etimološko isti izvor kot škandal. Je pa v bistvu neke vrste metafora za vedenje ali pa naravnanost, ki lahko nekoga spelje v greh ali v neko napačno vedenje. Izhaja pa, se pravi, iz Mojzesove knjige, kjer pravi nekaj v smislu pred slepega ne postavljaj kamna spotike oziroma ovire. In ko sem pač to slišala, se mi je zdelo to neko tako zanimivo. Jaz priznam, da tega nisem vedela prej, ker ne poznam tako dobro pač recimo neke biblijske literature, ampak se mi je to zdelo v bistvu potem še nekako še bolj posrečen naslov, ravno v zvezi s spolom, kako misliti, pač kako na nek način deluje opozarjanje na spol, na spolno zaznamovanost filozofije ali pa na neko lažno univerzalnost filozofije, je veliko krat dojeto kot nek škandal. Ja, jaz sem se pa ob tem naslovu spomnila tudi na filozofinjo Catherine Malabou, ki govori o poškodovanem temeljnem kamnu in sicer govori v zvezi s tem konceptom, ki je sicer iz Derridajevega spisa Spomini Paul de Man. Tam on v bistvu govori o tem poškodovanem temeljnem kamnu, ampak potem Catherine Malabou to uporabi kot neko prispodobo za njen koncept plastičnosti v navezavi na Hegla. Ampak kar je bolj pomembno, ker se ona ukvarja tudi z vprašanjem ženske v filozofiji, ker se ji zdi to nekakšen oksimoron, se pravi, da je ženska filozof, in se pravi, da je nemožnost filozofije, se pravi možnost ženske nemožnosti filozofije in obratno. Se pravi, da je tukaj nek paradoks in da v bistvu ta poškodovani temeljni kamen je lahko za filozofijo ravno ženska. Ker poškodovani temeljni je v bistvu zelo pomembno, ker tisto, kar je temeljno, na čemer je zgrajeno, se pravi ta celotna stavba filozofije, stoji na neki v bistvu odsotnosti tega problema, naslavljanja problema ženske. Tako da skozi pravzaprav negacijo ženske je tudi zgrajena ta univerzalizem filozofskih problemov.
Ali pa negacijo spola, ne, se mi zdi mogoče pomembno poudariti danes, kar bova tudi skušali nekako v zaključku priti do tega, da čeprav je recimo večina te neke kritike ravno te recimo spotikljivosti spola ali pa tudi brisanja spola iz filozofije, je izhajala iz pač recimo nekih vsekakor iz nekih feminističnih tokov in predvsem se je mislila kot pač neko način, na katerega različne filozofske teorije postavljajo moškega kot pač implicitno ta subjekt, za katerega se pravi, o katerem pišejo, ima neke moške atribute, ne pa ženske, se pravi kot neko tudi zanikanje možnosti vključitve žensk v mišljenje in filozofijo. Meniva obe spijo, kot bomo na koncu nekako pokazali, da je danes seveda to potrebno razširiti ne samo pač na to zgodovinsko izključitev žensk, ampak tudi na mišljenje spola, ki ni samo binaren, več, ne, danes pač se mi zdi, da je treba to mišljenje postaviti v dialog z queer teorijo, z teorijo, kritično teorijo recimo transspolnosti ali pa z neko tudi filozofijo, kar se danes dogaja. Ne vem, mogoče, če samo, boš ti ali jaz, približno samo recimo ta nek oris, kako so si to zastavili tako na kratko. Kot že najava pove, ne bova se ravno osredotočali samo na recimo izpostavljanje nekih seksizmov v filozofiji, kar nas bolj zanima je v bistvu, kdaj je v bistvu seksizem vpisan v samo filozofsko teorijo, se pravi, kdaj gre za neke filozofsko relevantne izključevanja ali pa paradokse, v katere se zapleta filozofija takrat, ko spola ne misli ali pa ko predpostavlja, da govori univerzalno o vseh ljudeh, ta predpostavka pa vključuje izključevanje določenih ponavadi žensk, poleg drugih seveda. Skratka, bolj nas bo to zanimalo, še bolj pa mogoče, kako v bistvu vključitev mišljenja spola lahko spremeni in je spreminjala filozofijo, filozofske koncepte, pa tudi zlasti filozofsko prakso. Ja, seveda to, da naj bo zanimalo bolj implicitno naslavljanje tega problema spola v filozofiji, ne pomeni, da ni tudi mnogo eksplicitnih primerov seksizma pri filozofskih klasikih, ne vem, od Aristotela, Descartesa, Sartra in tako naprej. Teh primerov je zares ogromno, lahko bi jih iskali, ampak mislim, da nam niti ni potrebno danes iti tja. Tako da mogoče bi šli kar v neke primere teh implicitnih zanikanj problema spola v filozofiji, pa mogoče kar odpreva kakšnega. Ja, recimo Pija je omenila pri Aristotelu, zdaj jaz ne vem, koliko so te stvari splošno znane, ne? Ampak nama se je zdelo vsekakor, ko so se na to pripravljali, da to ni nekaj, kar dejansko, na kar naletiš tekom študija, ne? Ponavadi je to nekako obravnavano v smislu, ja, se Aristotel je živel v Grčiji, pač to je bila sužnjelastniška družba, kjer so ženske bile del samo domače sfere in pač skupaj s hišnimi sužnji bile zadolžene za to neko domačo ekonomiko, za proizvod novega ljudstva, ampak se to ponavadi na ta način obravnava. Ja, to pač Aristotel piše v politiki in tako naprej, ampak to je nekaj, kar je treba vzeti v zakup, ker pač tak čas je bil. Redko kdaj, vsaj mislim, da nismo tega veliko doživeli tekom formalnega izobraževanja, da bi se pač prav vprašali, kako pa v bistvu to, kako on pojmuje vlogo žensk in vlogo moških, vpliva recimo nasploh na njegovo teorijo politike ali pa etike. Tako da ne vem, se nam je zdelo mogoče smiselno tukaj, kot je rekla Fija, samo par primerov navesti. In sicer recimo to, da na nek način, no, kot vemo pri Aristotelu, pač on ima to neko pojmovanje tega v etiki, kaj je dobro življenje. Dobro življenje je življenje v skladu z vrlino. Življenje v skladu z vrlino je pa tisto, ki nekako najbolj ustreza tudi temu, ki udejanja v bistvu nek telos človeškega bitja, to je to, kar je pri človeku specifično in to je razum. In tam on tudi pravi, da hkrati pa v bistvu je to nekaj, mislim, da v politiki, pravi, da je v bistvu neko to življenje razuma in življenje politike,
je nekaj, kar v bistvu pritiče moškim, ne ženskam in sužnjim pa ne, ker oni pa so po naravi narejeni, da njihova prava vrlina je v bistvu podrejenost, uboganje in izvajanje teh njihovih nalog. In tukaj recimo so feministične filozofinje, med njimi recimo Elizabeth Spelman je postavila tako ustavno kritiko tega, kako se v bistvu s tem Aristotelova teorija zaplete v neka protislovja. Namreč, če je v človekovi naravi raba razuma in je to njegova največja vrlina, se pravi, je to nek normativ življenja v skladu z intelektom, po drugi strani tudi politično življenje, kako je možno, da za določene ljudi pa ta normativ ne velja. Se pravi, na nek način paradoksalno so ženske po tej logiki po naravi nenaravne. Se pravi, po naravi jim ni zanje spodobno, da udejanjajo to vrlino razuma, oziroma jim ta sploh ni dana, čeprav so ravno tako ljudje. In podobno velja za sužnje. Se pravi, tukaj vidimo na tem primeru, kako v bistvu ta nek seksizem ni samo na tej ravni, ja pač jekle neka mizoginija ali pa nek seksizem, ampak to lahko pač damo v oklepaj, pa rečemo, dobro, recimo, da pač tega ne vzamemo in vzamemo samo neko to njegovo etično teorijo ali politično teorijo in mislimo, kot da se to nanaša na vse, tudi na ženske in da so ženstva in tako naprej. Dejansko pa take kritike, kot je kritika Elizabeth Spelman, pokažejo, da je v bistvu ta seksizem, v Aristotelovem primeru tudi v bistvu neko odobravanje suženjstva, so konstitutivni za same te filozofske teorije. Se pravi, te filozofske teorije ne morejo obstajati brez tega in hkrati ravno zaradi tega prihajajo v nasprotnem paradoksu sami s sabo. Zdaj, teh primerov je več, ne vem, koliko je tukaj smiselno iti zelo detajle, ampak pač teh nekih tovrstnih analiz filozofskega kanona je veliko, recimo Kantova filozofija je seveda mogoče nek tak znan primer, ker pač Carol Gilligan, ki je podala to teorijo etike skrbi, je to storila ravno kot odziv na pač to, kar je ona razumela kot nek androcentrizem. V Kantovi praktični filozofiji gre pač za to, da Kant postavlja, seveda, kot vemo, dejanje iz dolžnosti kot edino moralno dejanje, ne dejanje, ki je narejeno iz čustev, iz nekega nagnjenja, iz altruizma. Se pravi, ta motivacija kot taka ne velja za moralno motivacijo. V nekem drugem spisu, in tukaj seveda v kritiki praktičnega uma on ne govori o moških in ženskah. To naj bi bilo nek univerzalen kriterij za moralnost dejanja. V nekem drugem spisu pa pravzaprav opisuje lastnosti moških in žensk in tam ne pravi, da naj bi bile ženske podrejene ali pa manj vredne kot moški, ampak da naj bi bile drugačne. Se pravi, medtem ko moškim pritiče delovanje iz univerzalnih principov v skladu z razumom, so ženske bolj nagnjene k neki senzibilnosti, sočutju, delovanjem iz neke ljubezni, iz nekih čustev in tako naprej. In če to zdaj postavimo skupaj, vidimo, da v bistvu je ta njegova teorija moralnosti v kritiki praktičnega uma v skladu z njegovim lastnim razumevanjem moškosti in ženskosti androcentrična. Se pravi, da za neko univerzalno normo postavi v bistvu nekaj, kar on razume kot bistveno moško. Takih primerov je še kar nekaj. Zdaj, mogoče lahko bi o tem govorili v nedogled in to je mogoče tako samo za okus. Skratka, kar so hoteli tle poudariti je, da ni, da ko gre za neko mišljenje spola v filozofiji ali pa feministične kritike filozofije, je potrebno iti dlje kot pač samo do manifestnega seksizma. Ja, tudi mogoče o teh nekih konkretnih primerih. Zdaj pa mogoče bi povedala še nekaj o tem, kako pa lahko vključitev spola in filozofska obravnava spola oziroma njena feministična politizacija filozofije lahko spreminja vsebino filozofije. Tako da, ne vem, tukaj je kar nekaj primerov feminističnih avtoric, ki nekako želijo potem zaobrniti pač neko to logiko, kako se filozofija dela, in želijo v bistvu sprevrniti, se pravi, ostati na polju filozofije, ampak ravno te seksizme, o katerih sva pač
o katerih je Katja prej govorila, nekako sprevrniti. Tako da to pa počnejo na zelo različne načine in ponavadi afirmirajo ravno tiste točke, tudi, ki si jih ti prej omenila, se pravi, ne vem, zakaj bi potem ne vem, razmišljajo o relacionalnosti, ne, se pravi, drugače razmišljajo o subjektiviteti, ne, in želijo to nekako prenesti na neko interrelacijskost med ljudmi, ne, da pač ni subjektiviteta več zaprta v nek tak okvir, in če se to prenese na to neko relacijskost, potem se tudi spremeni to, kaj razumemo kot subjekt, in na ta način mogoče feministično premaknemo nek fokus filozofije. Ja, v bistvu gre za na nek način na delovanje na veliko ravneh. Po eni strani se mi zdi te neke filozofinje in pač nekaj filozofov, ki se ukvarjajo z filozofijo spola ali pa z neko feministično kritiko filozofije, vnašajo nove probleme v filozofijo, se pravi, kot filozofske probleme vnašajo stvari, ki prej niso bile smatrane za filozofski problem oziroma za nekaj, kar bi sploh bilo potrebno, da mislimo ali problematiziramo, ne. To so recimo stvari, kot je materinstvo ali pa rojevanje, ali pa kaj to pomeni za, recimo ravno to, za neko izkušnjo subjektivnosti ali pa za neko izkušnjo samozadostnosti, avtonomije, kaj pomeni dejstvo, da recimo neko telo lahko rojeva ali pa nosi neko drugo telo. Kaj to pomeni za te odnose med subjektom in objektom in tako naprej. To so v bistvu zdaj tudi neke zelo aktualne raziskave, ki potekajo, prav recimo metafizika nosečnosti in podobno, nekako tle misliti, kaj je to, ne samo kaj je to oseba, kako se je to obravnavalo dosti v tej neki analitični moralni filozofiji, ampak kaj je v bistvu subjekt, kaj je identiteta in tako naprej. In tle je tudi veliko dela že bilo narejenega, veliko dela poteka zdaj, kot je rekla Pia, ravno to mišljenje relacijskosti na drugačen način, oziroma avtonomije na drugačen način, ne, se pravi tega, da to se tle tudi obstaja nek premik iz te neke bolj začetne, mogoče feministične kritike, ki je v bistvu rekla, ki je nekako bila zelo na ta način, ja, ta pač nek avtonomni subjekt, recimo delovanja, kot je pri Kantu, to je zelo neka taka pač moškocentrična perspektiva, ne, dajmo mi iskati, kaj so tle neki ženski pogledi, ampak zdaj v bistvu, kar se mi zdi, da so smeri, aktualne smeri v tej neki filozofiji spola, je misliti, je v bistvu prav problematizirati to razdelitev, te neke klasične razdelitve po spolu in recimo v primeru avtonomije delovanja se vprašati, zakaj je to potrebno misliti kot nekaj, kar je ločeno od družbe, kot nekaj, kar je ločeno od drugih, kot ta nek solipsistični jaz, ki je v bistvu identificiran z nekim razumskim moralnim zakonom, in pač skušajo to misliti na drugačne načine. Recimo delo, ne vem, Catriona McKenzie in Natalie Stoll je mogoče pomembno v tem smislu, ki sta pripeljali pač ta koncept relacionalne avtonomije, o tem, kar je pač Pia prej govorila, ne, se pravi, in poudarjali, kako recimo avtonomija ni nikoli popolna, kako vedno te zmožnosti za avtonomno delovanje in mišljenje nastanejo v nekem družbenem okolju, kako v bistvu odnosi zatiranja in odnosi moči zmanjšajo avtonomijo oziroma vplivajo na to, kaj to sploh je avtonomija in kaj je svoboda. Mi se zdi predvsem pomembno, da so to zdaj po mojem res tiste vprašanja, ki se ne zdijo vsiljena. To so tiste vprašanja, ki niso nekako tuja v tem smislu pod neko pretvezo univerzalnosti, kar je pač bila neka ta kar nosi filozofska tradicija kot nek problem s sabo. Se mi zdi, da pač ti obrati, ki so seveda zelo različni, ne, to so zelo, ne moramo govoriti o eni feministični teoriji, filozofiji, kakorkoli. To so zelo raznolike in tudi med sabo konfliktne teorije, ampak se mi zdi, da so pač v veliki meri jim je skupno to, da so to njihovi, da so to zdaj problemi, ki so lastni tej poziciji, ki je bila zatirana skozi neko filozofsko tradicijo. In kar je meni še bolj pomembno tukaj je, da ni zdaj to
kako pokažemo nek drugi pol, ne, ampak kako obrnemo tisto, kar se je smatralo kot univerzalno, pa je bilo v resnici samo pretveza univerzalnosti, ne, kar smo pač videli prej na teh primerih, da se je to obrnilo na ta način, da ker so lahko postavljeni zdaj te problemi na ta način, v bistvu naredijo kot neke vrste ojačitev te filozofije in je ta manjkajoči kamen nekako pristavijo, da pa mislim, da res lahko postanejo tu neki v bistvu zaradi tega bolj univerzalni problemi. Seveda tudi ti lahko imajo svoje slepe pege, ampak jaz mislim, da to bo nekako po moje poskušali danes še na druge načine pokazati, da ravno to, ne, da vztrajajo na tem, da je feministična filozofija ravno to, da vztrajaš na iskanju teh slepih peg, tudi pri svoji misli, ne, da je to v resnici feministična filozofija, da je to tisto, kar je v bistvu nek cilj, kar bo nekako, upam, lahko univerzaliziralo filozofijo, to moškocentričnost filozofije. No. Ja, si imate še kaj? Ne. Nekaj v zvezi s tem sem hotela v bistvu povedati, ja, da je na nek način, mislim, to zanimivo je, da v nekem smislu se mi zdi to, kar si omenila, ne, to iskanje nekih slepih peg tudi v svoji lastni misli, je seveda nekaj, kar se je skozi feministično teorijo, ne samo filozofijo, dogajalo zelo veliko, ne, in je v tem smislu nekaj, kar je lastno pač nekemu tudi feminističnemu odnosu do filozofije. Ne, konec koncev kritika tega, kako v bistvu tudi feministična misel je podvržena nekim predsodkom ali pa nekemu provincializmu, če tako rečemo, se pravi, je omejena na mišljenje nekih problemov ali pa iz nekih stališč, ki imajo zelo neko določeno pozicijo, ne, ponavadi je bila to pozicija pač belskih žensk srednjega razreda. Ni pa več, ne, in pač v ta dialog se seveda vključujejo temnopolte ženske, ne vem, pač ljudje, ki govorijo z neke pozicije istospolnosti in tako naprej in problematizirajo tudi te predsodke. Kar sem pa pomislil zdaj s tem, kar si rekla, ravno s to univerzalizacijo, ne, to je mogoče, če se dotaknem še tega, je to nekaj, kar o čemer francoska filozofinja Michel Ledeuf piše prav v bistvu v tem smislu nekako podaja to njeno razumevanje tega, kaj je recimo moškost in ženskost filozofije. Nekako se zoperstavlja tem esencializacijam tega pojma, se pravi ideji, da obstaja nekaj takega, kot je tipično moška filozofija ali pa tipično ženska ali pa tipično moško in tipično žensko izkušnjo, ne. Kar pravi, da pač že neka zgodovinska kulturna raznolikost to postavlja pod vprašaj. Hkrati pa to, kaj je tipično žensko ali pa nek ženski pristop, pogosto pomeni v bistvu, da se držimo tega, kar je bilo definirano ravno skozi neko patriarkalno misel kot žensko, ne. Se pravi, v bistvu se držimo tega, kar je bilo izključeno, namesto da bi dejansko razvijali neko bolj enakovredno prakso. In ona to v bistvu preformulira v opozicijo maskulinistično in feministično in pravi, da to, kar je maskulinistično ali pa androcentrično, je v resnici to, kar je folklora, kar je partikularizem, kar je specifično. Se pravi, čeprav se ponavadi razume, da to, kar je žensko, je specifično in to je tudi ta nek napad, ki se ga ponavadi dela, o tem tudi Simone de Beauvoir piše recimo v Drugem spolu, ne, da pač doživlja to ničkolikokrat, da se reče, ja, tako misliš, ker si ženska, se pravi, je to neka partikularnost. Michel Ledeuf pravi, partikularnost so v bistvu stališča, ki so izključujoča, zato ker predpostavljajo lastno univerzalnost, predpostavljajo to, da v bistvu imajo, da nekako lahko vsebujejo vednost od drugih, ne obrnejo pa tega pogleda drugih nase in v bistvu sprevidijo lastne neke pozicioniranosti. Ne? In ravno ta tema pozicioniranosti, v bistvu subjekta spoznanja je nekaj, kar je bilo tudi zelo pomembno v feministični filozofiji in filozofiji spola, ne? Ker se je to vehementno odprlo, pa ne kot nek relativizem, ne? To je bilo recimo v delu Sandre Harding in Done Haraway, ampak kot v bistvu iskanje neke boljše objektivnosti ali pa večje univerzalnosti. Ne? Se pravi, ta refleksija lastnih predpostavk, lastnih stališč kot neko izhodišče,
ki ne pomeni pač tega, ja, pač vsako stališče je enako in zdaj se pač predamo temu trgu mnenj, ampak preprosto to, da se zavedamo, da tudi mi od nekod izhajamo in da tudi vsak filozof in filozofinja, ki piše, ki misli, ima gotovo neke slepe pege. Tako, čisto to. Ja, meni se zdi to super, izhodišče tudi, ne vem, recimo ena velika kritika je dostikrat, da gre pri, ne vem, iskanjih tudi drugačne vrste, kako se filozofija dela, ne, ali pa iskanje nekih kakor ženskih pisav v filozofiji, ne, da, ne, se pravi, ko se to počne, da gre za neko esencializacijo, ne, tega, kaj je žensko, kaj je moško, ampak po drugi strani pa to že je nekako esencializirano moška pisava v tem smislu. Da jaz mislim, da te drugačne pisave so zanimiv poskus, hkrati pa jaz nikakor ne mislim, da nimajo nič z racionalnostjo in da so to zdaj neke bolj, ne vem, pisave, ki se prepuščajo slogovnim elipsam in tako naprej, in ki so bolj podvržene nekim občutjem in tako naprej. Ampak verjetno je neka revitalizacija pisave v filozofiji tudi na nek način nek poskus, bi rekla univerzalizacije filozofije, ki je pa izrazito bila vedno zelo fokusirana na racionalnost. Ampak jaz mislim, da racionalnost kot kognitivne teorije pač govorijo ni nekaj, kar se da izolirati v človeku, ne. Da v bistvu tudi, kako se mi izražamo na racionalen način, vedno nosi s sabo neke strasti, ne. In tudi način, kako se dela filozofijo, je podkrepljen z močnimi strastmi, podkrepljen je tudi ta želja po argumentu, po neke vrste disputu, tekmi. V filozofiji to ni nekaj, kar je zgolj samo v domeni racija, kjer lahko izklopimo tistega, ki je nosilec te besede, te misli, ampak je to vedno nekako nekaj, kar je potrebno premisliti, to njegovo pozicijo zraven, kakšne so njegove tendence potem, zakaj ravno v ta disput in tako naprej. Tako da jaz mislim, da je neka zelo taka spolno opredeljena, v tem smislu spolno, ne, zdaj seveda govorim o tem, kako razumemo družbeno, kako razumemo spol, ne, in kako vzgajamo recimo fantke in kako vzgajamo deklice, ne, v tem smislu, da je nekaj inherentno fantovskega, bom prej prav tako rekla, ne moško-cenega, fantovskega na tem, kako se prakticira filozofija v zahodnem svetu, no, to nekako mislim, da tudi, da je to institucionalizirano, no. In da v bistvu mogoče dekleta, ki niso vzgajana za neke vrste, za tekmovalnost, za neke vrste bolj agresivni pristop, za izpostavljanje lastnega mnenja v javnosti, ne, da se včasih odvrnejo od filozofije na podlagi načina, kako se dela filozofijo, še preden lahko zares vstopijo v samo filozofsko misel in vsebine. Tako da mislim, da to je zelo pomembno tudi pri tem, ko razmišljamo o tem, kako na nek način feministično prenoviti filozofijo, da je treba misliti tudi o načinih, kako se filozofijo dela in kako se jo je tradicionalno nekako delalo. Ja, absolutno. To je v bistvu, to je ravno ta problem, ne, se pravi, filozofske prakse in metod, ne, in tega, kako v bistvu se ta neka, recimo, fantovskost ali pa moškost, ali pa androcentričnost, no, bolje povedano, z Michel filozofije, opisuje tudi na pač raven same prakse in načina dela, ne pa samo vsebine.
kot je rekla Pija, ne, da je pač na nek način to doživetje marsikatere ženske in verjetno tudi, jaz si mislim, da tudi marsikatere osebe drugega spola, mogoče ne moškega in ne ženskega, ali pa za določene recimo moške in fante, ki niso bili vzgojeni ali pa slučajno niso takih nagnjen, pač dovolj nekako asertivnih, kompetitivnih in tako naprej, da imajo dostikrat z filozofijo tekom procesa študija velike težave in mogoče, mislim, težave ne v smislu nujno sploh ne razumevanja, ampak tako prav recimo habitusa, ne, vklapljanja v ta svet, v diskusije in tako naprej. In kaj je v bistvu feministična kritika je potekala tudi na tej ravni mišljenja, se pravi tega, kako se neke intelektualne prakse reproducirajo na neke izključevalne načine, implicitno izključevalne spet, prav v tem smislu, kako se delajo in kako bi se jih dalo drugače delati. In to je zdaj po mojem tle neko res ključno vprašanje in tudi mogoče med najtežjimi, ne, kar se mi zdi na nek način dobro, z dosti študija in tako naprej razmišljanja vidimo lahko, kje so neke sepepege, jih mislimo drugače, reformuliramo koncepte, ampak kako dejansko prakso filozofije spremeniti na nek način, da ne bo več odvračala ljudi, ki so morda zainteresirani, ki bi se s tem z veseljem ukvarjali, ampak se zaradi nekih določenih vidikov te intelektualne klime ne. In tukaj je to, kar je vprašanje domiselnosti, razmišljanja in hkrati prakticiranja in učenja na napakah. Ne vem, kakšne primere še tu podamo za mišljenje, imaš ti kako repliko? Ne vem, mislim, mogoče lahko ti opišeš ta svoj primer, ki si ga enkrat imela v tujini, ne. Mislim, da pri nas ni veliko takih poskusov, kako recimo tudi na ravni pedagoškega procesa, ne, filozofske seminarske dejavnosti, kako nekako mogoče vključevati, kako premisliti, kako biti bolj vključevalen, tudi če včasih ne uspe. Ja. To se mi zdi kar ključno, ker jaz imam tudi občutek, da če že se kdaj vprašanje spola naslovi, ne, je to pogosto na isti način, kot se karkoli drugega, ne, se pravi, imamo predavanja ex cathedra, pišemo članke, ki jih potem kritiziramo in popravljamo. Ne vem, skratka, ta neka razmerja moči v sami disciplini filozofije ali pa delanja filozofije ostajajo pogosto enaka. Jaz sem pač parkrat doživela ravno te neke izkušnje študija v tujini, neke poskuse, kako bi kaj lahko drugače delali. In mislim, da eni so bili tudi marsičem uspešni, gotovo pa ni to zdaj, mislim, tako, težko je reči, da to spremeni vse, ampak mogoče ravno to, če ljudje pač se bolj zavedajo teh procesov in tega, kako recimo pristopiti k pedagoškemu procesu drugače ali pa k znanstvenemu raziskovanju drugače, se lahko počasi stvari spremenijo. Recimo konkretno, ko sem pač bila na izmenjavi v Londonu, na Centru za raziskave moderne filozofije Univerze Kingston v Londonu, recimo tam pri enem predmetu, pač že tako so itak te akademske kulture drugačne, ne, in ta anglosaksonska je veliko bolj na nekaj, vsaj to, kar sem jaz doživela v Londonu, bolj nehierarhično tudi v tem smislu odnosa med profesorji in študenti, gre za naslavljanje z imeni, s prvimi, spravi z osebnim imenom, ne vem, ljudje grejo skupno v nekaj spit po nekih teh javnih dogodkih in tako naprej, se pravi, so že te distance drugačne, ampak recimo tudi na ravni tega procesa poučevanja, imeli smo nek predmet o Freudu in smo brali interpretacijo sanj. In ta predmet je bil organiziran tako, da je bilo za vsako pač seanso potrebno prebrati pač nekaj člankov in vnaprej poslati profesorici 2 do 3 vprašanja za pač možno debato. In ona je to zbrala in pač iz teh vprašanj zbrala tiste, ki se večkrat pojavljajo, tiste, ki so se izdela zanimiva. In potem smo v bistvu tekom tega predmeta, po njenem kratkem predavanju, je ona v bistvu nekako ta vprašanja not prinesla v diskusijo, tako da, kar hočem povedati s tem je, da recimo tudi tisti in tiste, velikokrat tiste, ki jim je težje recimo spregovoriti v skupini ali v javnosti ali pa izražati neko svoje mnenje, so lahko se počutili vključeni v ta proces, njihova vprašanja so bila naslovljena in tako to se mi je zdaj tak recimo zanimiv način.
Ne vem, drugi mogoče samo to še nakratko, ki je bolj povezan z raziskovalno prakso, pa je pri pač pisanju za neko akademsko revijo, za neko posebno številko in se je uvedel ta proces notranjega peer reviewja, ki ni bil anonimen. Se pravi, vsak je naredil review, torej kritiko, recenzijo članka nekoga drugega in vedel je, kdo je ta, katerega recenzijo dela. Tudi ta oseba je vedela, čigavo recenzijo bo dobila. In se mi zdi, da je to prav ta ukinitev anonimnosti, ki je neka standardna praksa, je povzročila prvič neko humanizacijo tega, ki je pisal članek in tudi neko to idejo, da pač delamo nekako skupaj, organiziramo to skupno številko in skušamo vse te članke izboljšati. Se pravi, ta kritika je bila vedno pisana v duhu, dajmo ta članek izboljšati, kolikor se da, ne pa, kar, ne vem, mislim, da so obe pogosto doživeli, kar se včasih dogaja pri teh anonimnih recenzijah, da so kritike tudi zelo iz nekega specifičnega teoretskega stališča in če je to stališče drugačno od tvojega, je avtomatsko to, kar argumentiraš, nekako recimo videno kot napačno ali pa neka, ne vem, napačna pot in tako naprej. In so te kritike dostikrat v nekem smislu tudi na nek način demontiranja tvojih argumentov, ne pa nujno nek poskus, da bi pač jih izboljšali. Ja, jaz mislim, da jaz mislim, da je tudi pomembna poanta ravno to, no. Tudi v sami feministični teoriji, da ni dovolj, da samo detektiramo pač te neke slepe pege, kamne, kakorkoli bi jim rekli, ne, ampak da je pomembno delati na tem, da se v bistvu ni dovolj, da detektiramo problem, da bo problem kar izginil, ne, in biti pač samo oponentski, ne. Mislim, da to tudi za feministično teorijo, filozofijo ni dovolj, ne. Mislim, da je zelo pomembno, da poskuša tudi graditi, ne, kar mislim, da je precej težko. Različne teoretičarke so to počele na zelo različne načine, kot sem že omenila, med seboj tudi kontradiktorne, ampak se mi zdi to res pomembna praksa, no. Tako da mogoče to, ne vem, mislim, da midve bova kmalu zaključila ta najin del, ne vem, Katja, imaš še kakšne? Mogoče ne, za zaključek, samo da, če se vrneva čisto načelno na to, kar sem napovedala v uvodu, na škandaloznost in na to, da na nek način, da sva mnenja, da mora tudi v bistvu neka filozofija spola, neka feministična kritika filozofije ali pa feministična filozofija misliti lastni škandal, se pravi to, kaj sama izključuje, kaj je izključevala. In pod to sodi danes, tako meniva tudi, da misli pač ta spol, ne samo kot ta spol, ki je bil vselej izključen, ne samo kot ženski spol, ampak tudi konec koncev pač neke nebinarne spolne identitete, transspolnost in tako naprej, ne, in da se mislijo, in danes tudi obstaja mislim, so kar živahna ta področja, recimo neke transfilozofije, transfeministične filozofije in tako naprej. Se pravi, da se zavedamo, da nekako, to mislim, da tudi razpira to vprašanje odnosa konec koncev, recimo, filozofije spola do neke politične prakse, ne, o tem smo se tudi pogovarjali, ko smo se na to pripravljali, ker na nek način v redu pač obstaja zdaj recimo kar nek velik korpus filozofije spola ali pa filozofije o izključitvi spola v filozofiji. Hkrati pa se mi zdi, da če ima ta pristop tudi v filozofiji nek smisel, nek recimo, je ta smisel vseeno in vselej mora biti v nekem dialogu s prakso. Zdaj to ne pomeni, da vsak, ki se s tem ukvarja, mora biti aktivistka. Vseeno pa se mi zdi, da te neke družbene procese ali pa neke aktivizme ni mogoče spregledati in preprosto reči, mi se ukvarjamo s filozofijo, to nas ne zanima, mi se ukvarjamo z ženskostjo, ne zanima nas dejstvo, da je danes pač se ta spolni spekter razširi in tako naprej. No, tako, to sem še tako. Ja, tle mogoče bi midve zaključile, pa seveda... Ja, odlično. Hvala vama. Zdaj jaz bi najprej prebral komentar,
ki smo ga dobili na Facebooku, in sicer od Bojane Kos-Grabar, je pa takšen. Dokler se bo ocenjevalo in bralo z ozirom na avtorsko ime, torej spol included, se dobro branje v narekovajih ne more priporočati ali vsebina ali nič. To je komentar od kolegice Kos-Grabar. In ja, če imate kak odziv na to? Ja, jaz mislim, da je to mogoče podobno vprašanje kot, ne vem, uvedba šolskih uniform ali pa kaj takega, v tem smislu, da ja, ne, mislim, nikoli se ne da popolnoma zbrisati vseh razlik, ampak jaz mislim, da tudi ime se lahko pišemo konec koncev pod psevdonimom, ne, lahko je veliko taktik, kako zabrisati spol, če si tega želimo, ne vem. Mislim, da ja, je res, da sigurno to notranji peer review branje verjetno tudi v vseh kontekstih ne bi delovalo, ampak vendar, jaz mislim, da tukaj govorimo predvsem o tem, da tudi tisti, ki daje te komentarje, ni anonimen, ne, se pravi, da če se vsi razkrijemo, se zgodi ta dehumanizacija, mislim, ta humanizacija, ki nekako nas vse odpre za te naše neke, tudi naše neke hibe, neke probleme in je potem lažje na ta način ena na ena. Mislim, da je to nekako koncept tega. Se pravi, da je nemogoče na nek način tle najti neko rešitev, ki bi bila optimalna, po moje, in tudi v vseh sredinah ta taktika ne bi delovala, ampak verjetno samo v nekih izrazito naklonjenih. Je pa res, da se strinjam s tem komentarjem, da je verjetno že to, da se prebere v imenu, ker ime je tisto, ki že nekako v naši družbi nosi ta družbeni spol nekako zraven, da če se to prebere, to tudi že nekaj pomeni za vrednotenje vsebine. Jaz se strinjam. Tudi mislim, s temi primeri, jaz nisem, naj namen ni bil zdaj povedati, kaj, torej dati neke smernice v smislu, to smer mora iti filozofska praksa ali pa vsebine, ne, ampak pač zgolj recimo pokazati na neke možnosti, kje se iščejo načini, na katere bi v bistvu recimo to neko razmerje moči, ki obstaja, pa se ga ne mogoče toliko jasno vedno misli in eksplicitno misli, da se ga naredi vidno ali pa da se mu celo, da se ga poskuša odnarediti recimo. In to so poskusi, mislim, tako kot je rekla Pija, se strinjam, niso za vsak kontekst in za vsak primer in sigurno tako, z vsako spremembo tudi se nekaj izgubi, nekaj pridobi. Pa hkrati mislim, da je vseeno ta način peer reviewja, ki ima anonimnega komentatorja oziroma bralca, da vse nekako reproducira pač tudi to, kako se dela filozofija in na čem temelji. O tem sva govorili prej, mogoče, ko sva govorili o tem, da je res tukaj nek temelj na neki racionalnosti, kjer se lahko osebo na nek način oddvoji od tega argumenta, ki pač stoji v tej resnici, v tem raciju samo na sebi. Mislim, da je zelo v tem duhu je ta metoda tega peer reviewja nekako vzpostavljena, ki pa s svojo midve želele tudi tukaj malo problemsko načeti. Mogoče samo za napotilo, tako čisto na hitro, obstaja en zelo dober članek Mike Ball, to je zdaj upokojena profesorica, ne vem, kulturnih študij, mislim, da iz Nizozemske, in mislim, da je naslov Against Peer Review, se pravi proti peer reviewju, kjer izpostavlja pač veliko pomanjkljivosti. To je tako samo pač neka možnost dodatnega branja. Ja, kot rečeno pa tako, jaz mislim, da jaz osebno imam ambivalenten odnos do tega, mislim, da marsičemu tudi koristi, tudi z osebne izkušnje to vidim. Ampak ja, imajo pa te prakse tudi neke pomanjkljivosti. Ampak to je mogoče tema za poseben dogodek.
Zdaj bi povabil še naše goste v Zoomu, ker na Facebooku nimamo komentarjev več oziroma vprašanj, tako da vas prosim, da se kar odmolčite in zastavite vprašanje. Če pa kdo nima možnosti za zvok, pa lahko seveda zapiše komentar v klepet oziroma vprašanje in ga bom prebral od tam. Mislim, da je bilo kar nekaj dobrih iztočnic. Zdaj, to, ko ste omenjali, ta peer review, ta anonimno recenzijo, dobro, pa še to predtem, pravzaprav to se mi je zelo zanimivo, ko ste omenili, da mogoče so nekateri odvrnjeni od filozofije zaradi te tekmovalnosti, tega filozofskega agona, ki je prisoten v sami filozofiji. In da pravzaprav, ko ste omenjali tudi to, da je racionalnost sama, ni kar brez, tako kot jaz hočem simbolizirati s to mojo lebdečo glavo nekje v vakuumu v svetu idej, ampak da je pravzaprav strast, vse ta tekmovalna strast zmerom nekje zraven. To se mi zdi zanimivo povezati mogoče z to idejo v filozofiji za otroke, kjer je znan ta koncept 4C, ki govori o tem, da mora biti mišljenje seveda critical pa creative, kritično in ustvarjalno, vendar pa mora biti tudi collaborative in caring, se pravi sodelovalno in skrbnostno. Verjetno je to ravno od Gilligan, pride ta ideja o skrbnostnem mišljenju. In se mi zdi ta poudarek zelo pomemben, ker skuša ravno na to težavo opozoriti. In tudi jaz, ko poučujem na pedagoški, zmerom opozarjam študentke in študente na to, da naj ne ustvarjajo preveč sploh tekmovalnega, vsaj na začetku tekmovalnega vzdušja v učilnicah, enako velja seveda za predavalnice, ker preprosto številni ljudje zmrznejo. In potem so najbolj glasni samo tisti, ki so tekmovalni, ne nujno tisti, ki imajo največ za povedati. In se mi zdi, da je tu en zanimiv preplet s tem, kar ste sami omenili, in to je v bistvu ne velja samo za filozofijo, tako kot marsikaj, pa večina tega, kar ste danes povedali, ampak pravzaprav za sleherno pedagoško situacijo, če ne celo za intersubjektivno komunikacijo in mogoče tudi lahko rečemo za politiko. Ja, absolutno. Jaz se zelo strinjam s tabo in mislim, da je to definitivno mi, da smo se tako nekako osredotočali na filozofijo in tudi konec koncev to so najne izkušnje so v filozofiji, ker so to študirali. Ja, pa definitivno mislim, da to velja za še marsikaj drugega in tudi te recimo neke prakse feministične pedagogike in tako naprej se so nekako aplikabilne na področju različnih disciplin in verjetno različnega načina učenja. Je pa mogoče res prav ta specifika nekako, da se dostikrat filozofijo razume ali pa zahodno filozofijo razume v tej povezavi z nekim izvorom v neki grški filozofiji in tej neki debati, ki je na nek način, mislim, če ni že dokazovanje tega, kdo največ ve, ampak je pa neko tekmovanje v argumentih in v racionalnosti. Tako da se mi zdi, da tle je nekaj, kar je v filozofijo še toliko tako na nek način izvora vpisano. Ja, jaz tudi mislim, da dejansko lahko tukaj to posplošimo kar na celo javno sfero, mogoče ta način in to neko zahtevo o tem, kdo je glasnejši, dobi besedo in tako naprej, in da res je tukaj neka kultura agresije, tekmovalnosti v celotni javni sferi. Filozofija je seveda na nek način tudi izvor teh javnih polemik, debat na agori in tako naprej. Hočem reči, da se zelo strinjam s tabo, tako da
Ampak mogoče pa je še ena zanimiva stvar to, da mislim, da vsem filozofija kljub temu, temu izvoru, nima več takega mesta v družbi, kot so ti njeni izvori. In kljub temu, da od nje se je nekako ohranilo mogoče to najslabše, samo ta forma, na nek način, ta forma tega načina disputa. To je tisto, kar se je ohranilo v javnem prostoru, medtem ko mogoče tisto, kar je dobro v filozofiji, pač bo še neko stremenje po neki konsolidaciji, po nivoju argumenta in tako naprej. To pa se nekako ni ohranilo. Tudi filozofija, mogoče javni intelektualec, filozof kot javni intelektualec je danes nekako zelo zgubil na neki družbeni vrednosti, neki družbi spektakli. Ja, enkrat si omenila to tudi v zvezi s tem, kako nekako zdaj, mislim, da ko so se pripravljali, da je vedno več filozof, mislim, da zdaj je malo več filozof in pa malo bolj so vidne, ravno nekako v tem neki tej sodobnosti, ko malo ta figura javne intelektualke zgublja na pomenu, ali pa na teži. In to se mi zdi zadosti nekih sfer ne velja, oziroma je bilo nekako podobno povedano. Ja. Zdaj bi dal vprašanje še, mogoče še ne vprašanje, priložnost za še kakšno vprašanje komu od gostov. Sicer jaz imam, pripravil sem si, kako ne rečem, takšen premajhen listič, ki sem ga zdaj celega popisal, tako da imam veliko vprašanj, ampak izgleda, da bom jih moral kdaj drugič vama zastaviti, ker se nam tudi že počasi čas izteka. Vendarle pa imamo, bi vseeno mogoče sprejeli še kakšno krajše vprašanje ali pa komentar od gostov, če je. Če ni, bom takole bi rekel, recimo ideja, ki se je še meni poredila, je tole, sem te vprašati o intersekcijskosti, ali mislite, da je ta tematika spola v filozofiji tudi nekaj, k čemur lahko pridružimo vprašanje živali, vprašanje narave, tudi vprašanje medkulturnosti, ali je bolje, da to je intersekcijskost, skratka, da pravzaprav ugotovimo, da vse te dihotomije, dualizmi imajo pravzaprav nek skupen izvor in skušamo nekako hidro, ne posamezne glave rezati, ampak ne jo ubiti v sami biti, ali je vendarle bolje, tako kot menijo nekateri drugi, enkrat sem bil priča enim feministkam, ki so me napadle, zato ker sem govoril o intersekcijskosti in so pravzaprav se počutile užaljene, da bi izvajal vprašanje spola na vprašanje živali, ker bi s tem v bistvu ponižal. Podobno kot je recimo ta problem omenjen v tej življenju živali od KC-ja, kjer so pravzaprav ljudje užaljeni, ko nastopi tale zagovornica Elizabeth Costello pravic živali in primerja to, kar se dogaja z živalmi z holokaustom. Tako da mogoče samo minuto, če bi se odzvali na to, gledata bolj intersekcijsko na te probleme, ali se vam zdi, da to ni dober pristop? Jaz mislim, da so razlike med temi problemi, tako da razumem tudi neko to užaljenost lahko, recimo v primerjav holokaustne živali, konec koncev to je tudi v feministični filozofiji tak problem bil pač ravno primerjave med ženskami in sužnji. To so črnske feministke in filozofi rase in filozofinje rase so zelo zamerili in kritizirali. In jaz mislim, da ne vem, če je produktivno zvajati vse na isti problem ali pa na neko isto raven. Mislim, da včasih analogije tudi koristijo, če se zavedamo razlik in temu, zakaj je analogija potrebna in kaj je meja neke analogije. Hkrati pa glede same intersekcijskosti, meni se zdi, da na področju feminizma in filozofije spola gre tudi deloma za neke generacijske razlike. In mislim, da ta nek feminizem drugega vala v resnici je bil pač
zelo pač na nek način belski in tako pač zelo ena vrsta feminizma. In recimo zdaj se pojavljajo gotovo neki ugovori, neke perspektive, ki terjajo, da se misli tudi druge probleme. Jaz osebno menim, da je potrebno misliti tudi druge probleme in tudi v povezavi s spolom in da je recimo, da nima mišljenje spola v filozofiji nekega privilegija v primerjavi ali pa neke izvornosti v primerjavi z recimo mišljenjem rase ali pa mišljenjem statusa živali ali pa mišljenjem statusa drugega v nekem kulturnem ali pa etničnem smislu. Tako da, ja, mislim, to bi bil moj odgovor. Ne vem, če je ravno za ali proti, ampak mislim pa, da tako vztrajati na neki fundamentalnosti spola je ravno je podobna slepota, kot je androcentrizem. Jaz mislim podobno, no, da v resnici, ja, treba je biti občutljiv za razlike, ampak ja, mislim pa, da vseeno je produktivno, da nekako, da vseeno, ja, da ta matrica zvanja vsega skupaj na drugost, ne, je pa spet nek problem, ki je zelo moškocentričen v resnici, ne. Tako da iz tega vidika jaz mislim, da je zelo pomembno, ja, biti občutljiv na razlike, in jih misliti v nekih teh posebnih nijansah, seveda pa, kakor je rekla Katja, ja, ne škodi, ne, če se zelo potopimo v samo eno drugost, tudi pri razumevanju drugih drugosti. Tako nekako. Ja, hvala lepa. Hvala lepa za ta komentar. Sploh to se mi je zdela zanimiva ideja zdaj na koncu, da je pravzaprav res pa vse zvajanje vsega na drugo je pa tudi problematično, ne? In mogoče ravno ta simptom nekih teh moško-središčnih dualizmov. Po drugi strani se pa recimo, je pa verjetno res tako, da človeštvo kot tako zgublja z izključevanjem česarkoli. Jaz se bi vam res iskreno zahvalil, zdaj tudi mene že, kot vidite, požira, vaju je požrla tema, mene pa te ideje skoraj v celoti, res je filozofija v matrici danes. Zahvaljujem se današnjemu občinstvu, ki nas je spremljalo, ki ga ni bilo tako malo. Hvala, da ste si v tem poletnem večeru vzeli čas za nas in pa res še enkrat hvala Piji in Katji za njun nastop, ki je res izjemno dragocena tema in sem res vam zelo hvaležen, da ste si vzeli čas za Slovensko filozofsko društvo in pripravili ta res lep, dinamičen, spontan pogovor, ki je tudi odličen format. Jaz bi samo tole bi še dodal, in sicer naslednji dogodek bomo imeli verjetno šele v septembru, mogoče, če bo kaj prej, bo seveda to vsem obveščen, boste vsi obveščeni seveda na naši spletni strani, na Facebooku in pa po mailu. Verjetno bo profesor Bojan Borsner v pogovoru z Urško Martinc povedal, kaj o filozofiji biologije, to je nekako ideja zdaj za naprej, za naslednji tak naš večer. Spomnil bi pa vas sam še na tole, da poteka ta naša akcija iskanja filozofskih obeležij po Sloveniji. Prvega sem fotografiral jaz, sem bil presenečen, da kaj takega v Mariboru obstaja, torej ta gore, zdaj koliko je pesnik, koliko je filozof, glavno, da piše, da je filozof, no, se mi zdi, da je pomembno, da je ta filozof v kamnu z zlatim sredi parka napisano in danes sem našel drugo reč filozofsko po tem filozofu slovenskem Pajku, poimenovano Ulico, da pa ne bi samo jaz po sam sebi na občnem zboru po zimi podeljeval nagrade, vabim tudi druge seveda, da pogledate malo naokrog po svojih krajih, kje je kakšno obeležje, kakšnemu filozofu postavljeno, ne nujno samo slovenskim filozofom, katerimkoli filozofom, vendar pa nekako pač na tem
slovenskem področju. Tako da, no, toliko o tem. Še enkrat hvala vsem za pozornost in hvala lepa obema, ti in Katji, da ste si danes vzeli čas za nas. Hvala vam še enkrat. Hvala. Adijo. Adijo.